Torej, platforma Lina sofinancira program Kreativna Evropa. Koordinator projekta, kot sem povedala, je Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. In ravnokar smo prejeli že drugo uspešno sofinanciranje na projektu Kreativna Evropa, ki bo potekalo med letoma 2025 in 2029. Projekt sofinancira Kreativna Evropa v vrednosti 80%, preostanek 20% prispeva Fakulteta za arhitekturo, vrednost projekta za 4 leta pa je 2,8 milijona evrov. Ta projekt pa mogoče vseeno tudi ni šele drugič prijavljen, ne. Pred tem je en tak idejni predhodnik projekta potekal na Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, pod imenom Future Architecture. Takrat se je v bistvu ta konzorcij organizacij, ki so se prijavljale, oblikoval. Mislim, da je bil takrat velik cirka 13 inštitucij. In je se skozi leta učenja in razvoja bistveno preoblikoval in tudi našel neke nove pogoje sodelovanja, ki so se zelo spremenili v bistvu vsebino, s katero se soočamo. Čeprav v bistvu, a bi mogoče najprej tole pokazala. Torej, to je pa trenutni seznam inštitucij. Zdaj, samo za primerjavo v bistvu od prejšnjega projekta, ki se je mogoče ukvarjal z eno vsebino zelo intenzivno na nekem slovenskem področju, mi se pa predvsem ukvarjamo z eno širino sodelovanja na celotni Evropi. Torej, imamo 34 različnih inštitucij, od tega je 5 pridruženih članov, in pa pač preostanek naših inštitucij, ki jih podpiramo tudi finančno. Delujemo, mislim, da trenutno v 26 državah po Evropi, kar pomeni, da je naš program izrazito razpršen, ampak mislimo, da je v bistvu to, kar ga nekako bogati. Torej, program Kreativna Evropa je bil ustanovljen leta 2014, in cilji programa so tukaj tista stvar, ki jo je treba zelo upoštevati. Torej, to je neka promocija evropske dediščine in jezikovne raznolikosti in pa povečanje konkurenčnosti kreativno-kulturnega sektorja. Kreativna Evropa se deli na 3 veje, ki se potem še hkrati naprej drobijo v različne programe, in to so kultura, medija in pa medsektorski projekti. Naš projekt spada pod vejo kultura. Ta ima torej neke manjše, večje, srednje projekte, platforme so pa ene izmed največjih projektov. Oziroma dobivajo tudi največjo podporo. Platform je trenutno v Evropi 16. Lina je edina, ki predstavlja arhitekturni sektor. Druga recimo platforma, ki podpira literaturo v Sloveniji, je še en tak projekt, je pa Verzopolis, za katerega ste tudi mogoče že kdaj slišali. Platforme pa delujejo na vseh mogočih različnih področjih kulture, ampak je nekako v kriterijih razpisa to, da se posamezna področja podpira samo enkrat, se pravi, da ni nekih konkurenčnih področij. Treba je najti v bistvu nek svoje diferenciale, se pravi, neko svojo posebno nišo, v kateri lahko podpiraš uveljavljajoče se talente. Kar pa je v bistvu cilj platform. To je to, kar dela te projekte platform drugačne. Dejstvo, da se ne ukvarjajo toliko zelo z lastnim programom, ampak da se usmerjajo navzven v podporo mladih talentov, ki se prijavljajo na neke razpise in potem delujejo kot neki inkubatorji, v katerih mladi talenti potujejo večinoma po Evropi. Mobilnost je izredno pomembna na naših razpisih. Po drugi strani pa poudarjanje nekih vsebinskih prioritet, za nas je to recimo Evropski zeleni dogovor, in pa intenzivnost komunikacije. Pomen platform pri promociji je izrazito poudarjen. In to so v bistvu neke stvari, ki jih je dobro vedeti, ko izbiraš razpis, torej na katerega se prijavljaš. Torej, ko se izbira nek projekt, je smiselno vedeti že, kaj želiš v resnici početi. Priti noter z neko idejo, ki je lastna recimo nam kot koordinatorju, pa tudi projektnim partnerjem, ki jih izbiraš. Se pravi, da je to nekaj, kar že tako ali tako izvajaš, kar si želiš še naprej razvijati, in kar je smiselno integrirati v nek lastni program. Se pravi, res zasnovati konzorcij na ta način, da je že ves
spremni program, ki ga kultura, ki ga neka inštitucija izvaja, že zasnovan na tem, da program platforme ni samo nek tujek, ki vstopa v neko srž inštitucije, ampak da je že kultura taka, da je smiselno v bistvu sprejeti neke take cilje v neko svoje dodatno delovanje. Se mogoče vrnem na tole, je bilo tole tlele bolj smiselno povedano. Torej, res je pomembno pri prijavi, da se najde prave partnerje. V času, v katerem jaz sodelujem pač z Lino, kar je, mislim, da zadnje 3 leta, se mi zdi, da se je res meni in tudi celotni ekipi še toliko bolj skristaliziralo, koliko je pomembno, da pač vsi ti partnerji, ki sami samostojno delajo, res prispevajo v bistvu en ogromen vsebinski del, en tudi velik del zanosa in kulture, ki ustvarja pač neko to okolje, v katerem se deluje. In ta del je tako pomemben pri sodelovanju, kot že tudi prej pri pripravi projekta. Ocenjevanje namreč poteka tudi na podlagi relevantnosti in izkušenosti projektnih partnerjev. Vsak partner pri prijavi pač odda neke svoje kompetence, pripravi že svoj program za trajanje celotnega programa, in pomembno je tudi, da se lahko pač zaneseš na vse te ljudi, da bodo res izvedli svoje delo korektno, da se bodo javljali takrat, ko bo treba, kar je v bistvu non-stop. Že tako zaradi promocije, kot tudi potem zaradi poročanja. V bistvu je proces prijave še tisti najbolj enostaven del, v katerem se mogoče že lahko stvari izkažejo, ampak je v resnici relativno preprost. Pri prijavi na Fakulteti za arhitekturo se je tudi izkazalo, da je projekt administrativno relativno zahteven za izvajanje v kontekstu podpore administrativnega osebja. Je predstavlja še eno precejšnjo dodatno obremenitev za že tako obremenjene recimo pravnike, računovodje in tako naprej, ker prinese kar veliko enih sprememb, nekih novitet, ki sicer mogoče niso del vsakdana ene take inštitucije in je treba potem skupaj v soglasju kar veliko odgovorov najti, za kar smo mi na Faksu za arhitekturo res izredno hvaležni, da nam to podporo nudi. Brez tega bi bilo kar težko si zamisliti, kako lahko ena relativno majhna ekipa, nas je namreč samo smo 4, kako bi v bistvu izpeljali ogromno enih teh stvari. Zahteva kar precej podpore in relativno nizko dodatno honoriranje, oziroma tako, finančni okviri niso tako bogati, kot mogoče izpadejo na ven. Ja, proces koordinacije pa, kot pravim, je precej zahteven, ker je precej raznolik, je pa res, da naših partnerjev je res izdatno veliko, tudi talentov, ki jih sprejemamo v naš program, je zelo veliko, kar pomeni, da mogoče z neko racionalizacijo tudi bi lahko stvar bila malo manj ambiciozna, pa mogoče tudi posledično malo manj vseobsegajoča. Sicer se pa res se pridružujemo, v bistvu prej gospa Urbančič je povedala ogromno enih stvari, ki bi jih lahko aplicirali tudi na naš program. Kar se tiče procesa prijave, kar se tiče upoštevanja raznih razpisnih določil, razumevanja tega, kam se sploh prijavljaš, vseh podpornih dokumentov, ki jih je treba prebrati, vseh kriterijev, ki jih je treba razumeti, preden se v bistvu ideja za projekt sploh razvije. Bi rekla, da skoraj večina stvari, ki jih je povedala za projekt Live, oziroma za program Live, veljajo prav tako za Kreativno Evropo. Prav tako bi poudarila tudi jezikovno natančnost in ustreznost. Mislim, da so to stvari, ki ocenjevalcem naredijo en tak zelo drugačen vtis. Mislim, da včasih je kvaliteta programa nerazvidna zaradi tega, ker ni podana tako koncizno. Treba je razumeti tudi ocenjevalce kot ljudi, ki so soočeni z enim ogromnim številom materiala, z eno ogromno količino, in je pravilno, da se tudi to upošteva v projektu prijave, v procesu prijave. Ja. Kaj imam še za povedati o platformah? Poleg tega, da se pač naša poanta je podpora uveljavljajočih se talentov, treba jim je pač omogočiti vidnost, zagotavljamo jim razvoj kariere. Izredno pomembno je čezmejno sodelovanje.
Navkljub našim nekim zelenim ciljem moramo spodbujati ogromno enih poti, enih rezidenc, obiskovanja, ampak to poskušamo delati na neke čim bolj inovativne načine, ki pomenijo, da potujemo bolj počasi, da potujemo za dlje časa, mogoče so pa to v bistvu eni kompromisi, ki jih je kar zahtevno razvijati. In pa vsebinske prioritete, to so raznolike so, mislim, da se lahko skorajda vsak najde noter. Pa še nekaj malega o naši platformi. Torej, vsako leto imamo odprti poziv za ideje, na katerega se prijavljajo lahko arhitekti in drugi strokovnjaki s področja prostorskih praks. Gre za mlade talente, ampak uveljavljajoče se talente, ker v resnici ničesar ne zamejujemo z leti. Vsako leto izberemo 25 talentov, ki jih predstavimo na konferenci. Torej vsako leto nekje v tujini poteka konferenca Lina, je pa res, da v naslednji perspektivi jo bomo pripeljali nazaj v Ljubljano. Naših 34 članov je v preteklem letu organiziralo 37 aktivnosti v kontekstu arhitekturnega programa Lina. Naših dogodkov se je udeležilo več kot 6000 oseb, medtem ko naše digitalno občinstvo, kar je tudi, kot sem rekla, zelo pomemben faktor, pa presega 1 milijon sledilcev. Naša platforma je v enem letu sofinancirala skoraj 100 sodelovanj med člani in talenti. Gre pa v bistvu tukaj za razne oblike sodelovanj, recimo za oblikovanje razstav, za predavanje na univerzah, izdajo člankov, knjig, razne mentorske podpore, poletne šole, torej naši talenti sodelujejo kot mentorji, večinoma pridobivajo si razne zanimive delovne izkušnje, predvsem pa spodbujamo, da naši člani jim res nudijo neko vsebinsko podporo, podporo pri tem, kako se sploh lotevati stvari. Pač, ko človek nekako na začetku kariere, sploh kadar vstopa v neke bolj alternativne prakse, ki mogoče niso toliko zelo utečene, so neki taki vpogledi, kako sploh delovati v takem okolju, res dragoceni. Zato si želimo jih čim bolj v bistvu nekako povzdigniti, jih narediti vidne, pa hkrati tudi opremiti z nekimi spretnostmi, ki jim bodo mogoče prišle prav, upamo, da bodo prišle prav v nadaljevanje kariere. Tegale nisem prevajala, ampak tole je recimo en primer naših talentov, ki so sodelovali v kar ene parih različnih programih, se pravi, gre za en kolektiv iz Nemčije, ki se ukvarja z preuporabo gradbenih materialov. Recimo gostovali so tokrat v Oslu na arhitekturnem trienalu, kjer so snemali neke eksperimentalne filme in pa potem predavali tudi na Design Academy Eindhoven. Kolektiv Continentale je razpet nekje med Italijo in Švico. Ukvarjajo se z preuporabo praznih hiš v Italiji. Oni so gostovali recimo v Srbiji, kjer so vodili nek bolj zanimiv workshop v vasi Bežanja, kjer so naredili neke pešpoti skupaj z lokalnim prebivalstvom. Ali pa recimo Ana Perugini, je tudi ena punca iz Italije, ki se pa ukvarja s preuporabo tega, kar ostane, ko se stisne olivno olje, iz tega dela neke izdelke, iz neke bioplastike. Potem je ona gostovala v Franciji pri Lumi in pa tudi ona je imela nek master workshop na Design Academy Eindhoven. Letos imamo spet nov paket naših mladih talentov, ki jih peljemo v Sarajevo z osrednjimi govorci Leopoldom Lamberjem, Mirjam Čabani, ki je bila naš mladi talent leta 2022, in pa z 2 domačinkama, Zirhano Šehovič in Dunjo Krvavac, ki nam bosta kaj več povedali tudi o Sarajevu. Ukvarjali se bomo namreč z arhitekturo, ki jo vodi skupnost. Tako zelo na hitro, če vas pa še karkoli zanima konkretnega v prijavi, mislim, da so ti projekti toliko raznoliki, lahko pa še kaj bolj specificiram. Hvala. Mogoče bi vas vprašala, rekli ste, da se je izkazal za administrativno kar zahteven. Pri prijavi in tudi pri izvajanju, pa me zanima, mogoče kako vam je že v fazi prijave lahko projektna pisarna oziroma torej administrativna pomoč na vaši fakulteti lahko pomagala.
V procesu prijave v resnici ne vem, mislim konkretno recimo. Najbolj kompleksno se je izkazalo, kako preračunati plače sodelavcev na projektu, ne. Recimo to je en tak faktor, ki lahko znaša toliko ali pa se potem raztegne na bistveno več. In potem vsaka nit, ki jo potegneš, je v resnici sproži kar veliko enih vsebinskih prilagoditev, ki bi jih moral narediti, ne. Se pravi, koliko veliko konferenco lahko naredimo, koliko ljudi lahko povabimo v Slovenijo, če se recimo plače grejo gor za 5%. Tako. In to so recimo stvari, za katere smo se zanašali na strokovne sodelavce, ki so pač, za katere so to vsakodnevna vprašanja pri vodenju ene take velike inštitucije, ker je pač na daljši rok 4 let v resnici kar težko računati na neke, no, mislim, mi, ki se bolj z vsebino ukvarjamo, imamo zelo težko še ta pogled, ne, ki bi nam potem pri financah prišel prav. Sicer pa ja, zelo dobro je poznati v bistvu neke administrativne postopke, kako potekajo stvari na lastni inštituciji. Gre za tako banalne stvari, kot je, kako bomo plačali potne stroške 25 ljudem, ki živijo na drugih koncih Evrope, koliko časa bo to trajalo, kakšne podatke moramo zbirati. Zelo veliko je enih malih stvari, ki izgledajo na daleč v bistvu, saj to bomo že, ampak zbrati 130 davčnih številk je v resnici tako, mislim, gre ene par delovnih dni, ne, in kakor bi se rad ukvarjal z nekimi povzetki, oziroma pač nekimi tako velikimi vsebinskimi vprašanji, ugotoviš, da če se dobro ne organiziraš pri tem, kako zastaviš zbiranje informacij, predajanje informacij, onboarding, izgubiš ogromno enega časa in lahko samo hodiš proti toku, in ničesar ne narediš. Ene par kar takih zanimivih učnih izkušenj smo si pridelali v prvih 2 letih projekta. Nič katastrofalnega, ampak take stvari, ki jih je bilo zdaj recimo zelo lepo upoštevati pri naslednji prijavi. Zdaj, ko pač kot izkušena ekipa vstopamo še v eno 4-letno obdobje, tako da upam, da nam je kaj ratalo se naučiti. Ja, tudi rada bi vam čestitala v bistvu za še eno pridobljeno sofinanciranje. Hvala. Hkrati imamo tukaj še ene čestitke od gospe Lori Slivnik. Čestitke za uspešen projekt ter želje oziroma vso srečo še pri nadaljnjem izvajanju. Vprašanje pa se glasi, ste s partnerji že sodelovali pred pripravo projektne prijave oziroma kje ste jih našli? Mogoče preko kakih internih mrež. Dodatno vprašanje pa na to še, če ste imeli s kakšnim od številnih partnerjev tudi kakšne težave, naprimer, da bi morali tudi prekiniti sodelovanje. Najlepša hvala. Ja, hvala za vprašanje in hvala za čestitke. Ja, mislim, saj pravim, Lina je naslednik Future Architecture. To so stvari, ki so se začele, kaj to je, 8 let nazaj že odvijati. In mislim, da so temeljile na parih nekih začetnih osebnih čezmejnih poznanstvih. Se pravi, v bistvu je ključno, da v mrežo vstopajo neki preverjeni ljudje. Mogoče ne toliko zelo inštitucije, kakor ljudje, ki so potem na neki inštituciji zadolženi, da so zdaj s teboj na vezi. Neka osebna odgovornost je tukaj ključnega pomena in tudi ta letna srečanja, mislim, jih imamo 2-krat na leto, mislim, da so izredno pomembna pri tem, da se mreža nekako poveže, da se neka osebna poznanja vzpostavijo, da čutiš v bistvu osebno odgovornost do enih ljudi, ki na drugi strani zahtevajo, da ti pač delaš za nekaj, kar niso neki bajni denarji, ne, ampak v bistvu moraš čutiti vrednost v tem, da si v tem projektu, da je to nekaj, kar bogati celo skupnost, ne pa v bistvu, oziroma da jo nekako gradiš, no, skupaj z drugimi, in da je ta pač finančna podpora nekaj, kar ti samo omogoča delovanje, ne pa da prideš zaradi tega pač zraven. Tako da jaz bi v bistvu predlagala, ne vem, mislim, to ni nekaj, kar bi delovalo na hitro, no, ampak neko tkanje nekih čezmejnih sodelovanj se lahko začne tudi z enimi zelo majhnimi projekti. Recimo, ne vem, Kreativna Evropa omogoča neke mobilnostne prijave, ki se jih da zelo na hitro narediti za nekaj malega, a ne. To je ta Culture Moves Europe iniciativa,
mislim, da je konec novembra ali nekaj takega, mislim, da je naslednji rok prijav zaključen. Gre za res simpel prijave, najde se enega projektnega partnerja in se gre tja nekaj mičkega narediti. Ful je easy, res je enostavno in mislim, da je fajn iti malo pogledat k ljudem, preden se odločiš, da greš v nekaj, kar bo vredno par milijonov, ne? Če je sreča, pa bo trajalo 4 leta, to je ful. Tako, in potem v bistvu te ljudje že poznajo kakšne druge ljudi in pa se neke mreže ful lepo spletejo. Tako da za nas nam to kar dobro gre, no. Mislim, da imamo res srečo. Razen kadar nimamo sreče, ja, mislim, zaenkrat nobenega partnerja še nismo rabili izključiti, je pa na vsake toliko časa treba imeti kakšen pogovor. In glih to je v bistvu fajn, no, da treba je nekako zagotavljati en konstanten nivo revizije že tekom trajanja programa. Takrat, ko je treba stvari oddajati, je načeloma že zelo pozno in potem pride problem, ki lahko vpliva na zagotavljanje financiranja cele mreže. Na srečo pač nismo do tega še nikoli prišli, ampak ne, treba je zelo bdeti nad tem, a se res nekaj izvaja in a se res nekaj izvaja na 30 koncih po Evropi, je v resnici relativno tako ful dela, pa v bistvu tudi težko preveriti, ne, ker dostikrat rezultati pridejo šele 2 tedna pred poročanjem in potem se ugotovi, da, ne vem, mislim, karikiram, pa ni pravi primer, ampak enotedenskega workshopa v Grčiji nekdo ni izvedel. Zdaj, ampak ja, dosti ekipe je treba imeti pa dosti dobre vzvode.